Sum hudih nepravilnosti pri razdeljevanju več kot 80 milijonov sredstev za prestrukturiranje premogovniških regij. Skoraj 20 milijonov sta prejeli dve podjetji, ki imata skupaj le 5 zaposlenih in istega ustanovitelja. 7 milijonov pa bi po odločitvi agencije Spirit dobilo tudi podjetje brez zaposlenih. Na agenciji pravijo, da so prejemnike milijonskih subvencij izbrali na podlagi kriterijev, s katerimi je soglašalo tudi gospodarsko ministrstvo. Minister Matjaž Han je že naročil notranjo revizijo, dokumentacijo pa predal tudi Računskemu sodišču. Marko Gregorc. Agencija Spirit je na razpisu za spodbujanje investicij za prestrukturiranje premogovniških regij 83 milijonov evrov dodelila med 24 projektov. Zgornja omejitev financiranja je bila določena pri 10 milijonih. Priznanim podjetjem z dolgoletno tradicijo Gorenje hišni aparati, Plastika Skaza in Trboveljski Devesoft je bilo za projekte na razpisu dodeljenih od približno 1 do 5 milijonov evrov. Manj znani pa so zmagovalci razpisa, proizvajalci prehranskih dopolnil. Ergo Pharma in Von Pharma si lahko obetata maksimalen znesek z razpisa, le malce manj pa tudi Vital QI. Če je imela Ergo Pharma po javno dostopnih podatkih v letu 2023 65 zaposlenih in je ustvarila 16 milijonov evrov prometa, se zdi visoka dodelitev sredstev nenavadna pri ostalih podjetjih. Kot so prve razkrile finance, je imelo podjetje Von Pharma v letu 2023 v povprečju le približno 4 zaposlene in 1 300 000 evrov prihodkov. Družba Vital QI pa se je s farmacijo začela ukvarjati šele lani aprila, to je mesec dni pred objavo razpisa. Predtem so bili hotelirji. Leta 2023 so zaposlovali zgolj eno osebo in ustvarili 24 000 evrov prometa. Ustanovitelj obeh podjetij je Tadej Von Horvat, na sliki z velenskim županom Petrom Dermolom. Von Horvat je podjetje Vital QI aprila lani prepisal na nogometnega vratarja Miho Tetičkoviča, ki je po naših informacijah njegov svak. Očitno tisti, ki delijo državni denar, sploh niso pogledali bilanc podjetij, niso preverili bonitete, poslovne zgodovine, kako da je namen razpisa, da nekaj posameznikov obogati z državnim denarjem, ne pa prestrukturiranje regije. Razpis komentira nekdanji gospodarski minister in prebivalec šaleške regije Matej Lahovnik. Medijska poročanja pa so vznemirila tudi aktualnega ministra, ki bdi nad agencijo, Matjaža Hana. Sem takoj, ko sem videl medijske objave, naročil notranjo revizijo, da pregledamo v tem primeru, ali je šlo vse tako, kot pač mora pri tem razpisu iti. Celo še več, na ministrstvu so odločili, da bomo tudi Računskemu sodišču poslali zahtevo za pregled vseh zadev. Ker ne le proizvajalcem prehranskih dopolnil, visoka izplačila se obetajo tudi drugim podjetjem s kratko zgodovino. Podjetje Novast, ki leta 2023 sploh ni imelo zaposlenih, bo prejelo več kot 7 milijonov evrov. 1 300 000 pa si lahko obeta tudi nečakinja Sandija Češka. Na agenciji Spirit mirijo, da se bodo sredstva delila šele na podlagi zahtevkov podprtih z bančnimi garancijami. Razdeljevanje pa da bodo preverjali tudi na terenu.